Startup Studio. Dober dan, drage poslušalke in poslušalci. Martina Arčon vas bom popeljala skozi današnji podjetniški kotiček, bi lahko rekli Startup Studio. Povabljeni v našo družbo, kajti tudi danes bomo postavljali na nek način temelje za uspešno rast podjetij. In zato smo v svoje vrste povabili gosta, in sicer strokovnjaka, mentorja za strateško rast startupov, Andrej Peršolja. Dober dan. Živjo. Primorski tehnološki park začenja z Go Start Akademijo, Go Startup Akademijo, katere del ste tudi vi, bi lahko rekla na začetku kot nekdo, ki se je tam kalil, danes pa na drugi strani kot mentor. Morda za začetek smo lahko ponosni, ker imamo v svojem okolju nekaj takega, kar nam omogoča rast podjetja, širi obzorja, uspeh. Absolutno. Absolutno smo lahko ponosni na to, kar smo nekako naredili. Konec koncev Primorski tehnološki park daje neko osnovo zagonskim podjetjem, daje zagon tudi temu podjetniškemu okolju, kaj imamo tukaj, in izstreljuje nekako startupe na svetovni ravni, tako da jaz sem ponosen, da sem del te skupnosti, in mislim, da smo lahko tudi vsi. Sami ste soustanovitelj 3 zagonskih podjetij. Ja, da najprej predstaviva na začetku vašo poslovno pot. Tako, se pravi, začel sem točno v tej, se pravi, v Go Startup Akademiji 2016, takrat se je imenovala se je še malček drugače. Jaz sem takrat lih dobro padel 2 faksa, tako da pol kaj drugega, kakor v podjetništvu ni bilo možno narediti, ne. Tako da sem rekel, dajmo zrediti nekaj svojega, in tako bil sem mlad naiven, verjel sem, da če naredim dober produkt, da bo to dovolj, da bojo stranke prišle same od sebe. In začel sem, v bistvu mislim, da takrat sva s prijateljem iskala bolj kakor ne pisarno in najdla pisarno oziroma prazen prostor v Primorskem tehnološkem parku. Pol je pa vodja startupov tam, Mitja Mikoš, je povedal, da imajo Startup Akademijo, se pravi nekako 12-tedenski program, ki ti da neko osnovno znanje vsega, kar rabiš vedeti o podjetništvu, če želiš imeti uspešno podjetje. In sva takrat s tem prijateljem tudi šla skozi to in ugotovila, da v bistvu nimava pojma, kaj delava. Tako da to je bil nekako začetek. Pol sva skozi tisti program nekako ugotovila, osvojila te osnove. Te osnove so nam pomagale priti do strank za prvo podjetje, se pravi, imeli smo v bistvu tehnološko podjetje, delali z računalniki dosti, pa temi navideznimi očali, navidezno resničnostjo, te očala, ki si date gor, pa vas prepelje v nek drug svet, pa te zadeve. Imeli stranke iz Amerike, Anglije, Francije, Kitajske, tako po celem svetu, tako da moram reči, da je bila ta osnova s strani tehnološkega parka kar dobro postavljena. In ja, pol s časom se je pokazala potreba na trgu oziroma nekako želeli smo iti proti nekemu produktu, ki bi bil bolj skalabilen. In smo tukaj ustanovili v bistvu drugo podjetje, to je zagonsko podjetje Kobi, ki je v bistvu mobilna aplikacija, ki otrokom pomaga pri učenju branja. Jaz sem pa pol lani avgusta šel na svojo pot, zato ker sem prišel do določenih spoznanj v marketingu, ki so me nekako navdahnila, in sem v bistvu začel o tem pozicioniranju in iskanju strank bistveno več razmišljati. No. Se pravi, danes ste svetovalec za pozicioniranje na trgu in iskanje kupcev. Ko ste se zdaj predstavljali, ste rekli, da ste bili mladi in naivni. Zdaj ste še vedno mladi, kaj pa naivni? Še zmeraj malček mlad in malček naiven. Mislim, zdaj sem mlad in naiven s 7 letmi izkušen, no tako. In te izkušnje so verjetno zelo, zelo dragocene, kaj ne? Tako, ja, še zmeraj mislim, da ne vem, kaj delam, ampak rezultati kažejo drugače. Da ni temu tako. Hvala Primorski tehnološki park, ker se lahko družimo z mladimi podjetniki v naših oddajah. Andrej Peršolja je danes z nami, tudi predavatelj v Go Startup Akademiji za področje poznavanja kupcev in pozicioniranja. Pa se lotiva najprej pozicioniranja. Zakaj je to tako zelo pomembno v podjetju? Pozicioniranje je v bistvu na kratko je odgovor na vprašanje, zakaj bi nekdo kupil od nas namesto od konkurence. Tako da
Če si predstavljamo, če imamo recimo zelo podoben produkt kot konkurenca, uporabnik odpre 2 spletni strani, na vsaki spletni strani pač vidi enak produkt, se bo odločil na podlagi cene. Se pravi, to vodi v tekmovanje v ceni, kar nikoli ni nekako dober, oziroma zelo malokrat je to dober poslovni model, zato ker pač moramo ponuditi višje popuste kot konkurenca in tako naprej, zato da kupci sploh kupijo pri nas. S pozicioniranjem v bistvu se od te konkurence umaknemo, se pravi, odgovorimo na vprašanje, zakaj bi nekdo rajš kupil od nas kot od konkurence, in s tem lahko v bistvu iztržimo višjo ceno za svoj produkt, pridobimo več strank, specificiramo naš produkt tudi specifičnim strankam in se pravi, predvsem pridobimo pa konvertamo oziroma pač prodamo več strank. Se pravi, se na nek način izognemo daljšemu testiranju nekega produkta na trgu, ampak skrčimo to v tisto začetno fazo, ko se šele začnemo pojavljati na trgu. Tako nekako, ja. Se pravi. Pa je dobro, da izberemo eno pozicijo, da poskušamo unovčiti eno, rekla bova, prednost, drugačnost. Absolutno. Pozicija je vedno ena za vsako tarčno skupino. Se pravi, tukaj, ker sva prej recimo govorila, radio moramo pozicionirati in za nekoga, ki plačuje račune, in za nekoga, ki posluša. Se pravi, poslušalce, to sta 2 tarčni skupini, različna pozicija za vsako tarčno skupino, isto je v startupih. Pri startupih imamo investitorje, se pravi, investitorjem prodamo nekako 5-letno zgodbo ponavadi, se pravi, kje bomo čez 5 let, kako bomo osvojili trg. Stranke pa zanimajo, kako bodo rešili neko težavo zdaj, oziroma kako bodo zadovoljili neko potrebo, ki jo imajo v tem momentu. Se pravi, je to popolnoma drugačna pozicija. Ne? Ampak ni rečeno pa, da je pozicija danes enaka kot tista, ki jo bo podjetje narekovalo čez 5, 10, 15 let? Absolutno. Se pravi, je to nekaj živega, kar se spreminja? Tako, pozicija je zelo organska, to je tudi ena večjih napak podjetij, da ostajajo pri isti poziciji, kljub temu, da se stvari na trgu pač spreminjajo. Ne? Spreminja se naš produkt, spreminja se konkurenca, spreminjajo se navade potrošnikov, smo videli v COVID-u, kako so se zamenjali recimo navade potrošnikov, in vse to je treba upoštevati, kot delamo neko strategijo pozicioniranja pač za prihodnji teden, prihodnji mesec, prihodnje leto, pa tako naprej. Kako pomembno, da je to eden prvih, če ne celo prvi korak, potem, ko se lotimo nekega posla? Ja, po mojih izkušnjah sodeč je ta korak pogosto spuščen, kjer pol pride do težave, zaradi tega, ker pozicioniranje pač nekako diktira, kaj bomo počeli v prihodnosti. Ne? Se pravi, če gledamo, recimo prej, ko sva govorila, da imamo nek produkt, ki bomo pozicionirali kot recimo, ne vem, največja pica v mestu, pomeni, da zdaj mora Picopek vedeti, da mora delati res velike pice. To je pač tako banalen primer, ampak isto je v startupih. Ne? Če mi rečemo, ne vem, bomo spletna trgovina z najhitrejšo dostavo, pomeni, da je treba tudi poslovno strategijo prilagoditi temu in optimizirati pač procese v podjetju, da imamo to hitro dostavo in da lahko pač dostava traja pač en dan ali pa isti dan namesto 7 dni, recimo. Ne? Zdaj, če ne bomo tekmovali na dostavi, pol je to nepomembno in pol se pač tudi deprioritizira. Tako da, če ta proces nekako, če ga pozabimo, bolj kot ne ugibamo, kaj bo delovalo na trgu in kaj ne, to je pa lahko zelo dolg in drag proces. Ne? Se pravi, to ni stvar intuicije. Definitivno ko nekateri pač prisegajo tudi na njo, to je stvar testiranja. Tako, definitivno ni stvar intuicije, oziroma jaz bi rekel tako, da skozi testiranje dobiš intuicijo. Se pravi, najbolj osnovna metoda testiranja je pač hoditi po ulici, iskati potencialne stranke in govoriti z njimi. To je nekaj, kar je recimo Steve Jobs je bil potem zelo znan, da je pač hodil po ulici in iskal stranke in z njimi govoril, in ta pogovor je bil v bistvu za njega kakor nek test. Se pravi, če je on rekel A, kaj je kupec na to odgovoril? A je dal ta prava vprašanja? A je kupec dobil ta prav kontekst, da je razumel produkt, ali je pač šel prav mimo? In na tak način v bistvu pač skozi teste, skozi recimo, ne vem, tedne, mesece testov,
pridemo do neke intuicije, ki nas pol lahko pač vodi naprej, oziroma kjer pol naredimo odločitev, pač kako se bomo pozicionirali in kjera pozicija je pač najboljša. O tem predavate v sklopu Akademije Startup, o tem imate razne webinarje oziroma masterclass sem tudi sama poslušala, pa ste takrat izpostavili primer uspešnega pozicioniranja Netflixa. Se pravi... Ja, tukaj je pač zgodba, ker ne vem, koliko ljudi ve, pač Netflix danes poznamo vsi, ampak Netflix je v resnici začel kot startup podjetje leta 97, tekmoval je takrat z Blockbusterjem. Blockbuster je bil zelo uveljavljeno podjetje, ogromno podjetje na ameriškem trgu, kjer v bistvu si ti dvignil telefon, takrat verjetno še domač žični telefon, poklical na Blockbuster in rekel, jaz bi pa gledal ta film in tudi je, ne vem, čez dan, 2, 3, ti je nekdo prinesel domov CD, kasneje DVD. Netflix je poskušal konkurirati, ampak mu ni prav uspelo. Preprosto zato, ker ko je nekdo pozicioniran kot go-to za neko stvar, se pravi, če jaz želim gledati film na DVD-ju, bom poklical Blockbuster, je zelo težko priti tukaj zraven. Zelo težko je, da bo nekdo pomislil rajš na konkurenco, kakor na tiza, ki je pač že uveljavljen kot znamka na tem področju. In Netflix je pač z v bistvu izumom pametnih telefonov in interneta je ugotovil, da se navade potrošnikov spreminjajo, se pravi, ljudje smo začeli bistveno bolj hitro živeti. Bistveno bolj hitro smo želeli dobiti ta dopamin efekt, se pravi, ko opremo Facebook, takoj dobimo tisto, kar želimo dobiti. Se pravi, vidimo, kaj se dogaja s prijatelji in tako naprej. In s tem se naše potrebe pač spreminjajo. Mi nočemo več čakati 7 dni za dostavo nečesa, želimo isti dan. To je Netflix videl in repozicioniral v bistvu podjetje iz posojevalca DVD-jev v pač media streaming servis, se pravi ponudnika spletnih vsebin, in tam je pol v bistvu razcvetel, zato ker je bil v bistvu brez konkurence v temu rečemo Blue Ocean kategoriji, se pravi ustvaril je nekaj novega, kar še ni bilo. Ljudje so že imeli navado gledati filme, zdaj so jih lahko sam hitrej gledali in zato je lahko Netflix premal Blockbuster. Blockbuster je propadel zaradi tega, ker pač ni repozicioniral svojih produktov, ni spremenil svoje strategije. Lahko rečemo, da so dobili svojo novo tržno nišo? Ja, absolutno. V bistvu oni so šli, so preverili, kaj se na trgu dogaja, kako se spreminjajo potrebe uporabnikov in odgovorili so na te potrebe. Se pravi, ključ pri tem, ko mi pozicioniramo neko podjetje, je, da potem spremljamo navade potrošnika, da smo pravzaprav v stiku, kar je Apple pravzaprav ves čas na tak način deloval za to, da je ohranil to svojo bazo uporabnikov. Točno to. Če bi vse moje stranke to vedele, jaz bi bil najsrečnejši človek na svetu. Pač fajn je, da imamo v podjetju recimo, ne vem, 3 do 5 intervjujev na mesečni ravni, zato da, se pravi, intervjujejo s strankami, zato da vidimo, kako se neki trendi spreminjajo, ker lahko pol na njih odgovorimo, preden se v resnici zgodijo na trgu, preden se trg dejansko spremeni in nas pokopljeno. Še eno vprašanje. IKEA je ponudnik najboljšega trendovskega pohištva po nizkih cenah. To je njihovo pozicioniranje. Tudi v tem primeru velja spremljati potrebe, navade potrošnika. Mislim, po moje absolutno. Tudi če si že tako, bom rekla. Ja, sej Blockbuster je bil ogromno podjetje, pa so propadli, točno zato, ker se je pač zadeva na trgu tako drastično spremenila. Isto je bilo zdaj v COVID efekt, se pravi recimo ogromno trgovin ala Walmart in podobne recimo. Mislim, da Walmart, ki je ponudil spletno prodajo dovolj hitro, je bil edini, ki je dejansko izkoristil COVID za rast. Vse ostale, mislim, da večje trgovine, večji trgovci so propadali oziroma jim je konkretno padel promet. Lih zato, ker pa se niso dovolj hitro odzvali na spremembe na trgu. Pa mogoče samo še to vprašanje res ogromno, ali je pomemben ta pristop pozicioniranja, morda sprememba pozicije enako pri podjetju, ki ima večmilijonski trg, kot pri startupu, ki začenja svojo pot v Primorskem tehnološkem parku? Jaz bi rekel, da je enako pomembno, razlika je samo v tem, da v startupu se bo bolj hitro spreminjalo, zato ker v startupu na začetku še nisi 100%, kdo so najboljše stranke, pa komu boš prodajal, pa tako naprej.
kar pomeni, da se z vsakim, se pravi, pozicioniranje je nekako skupek večjih nekih komponent. Stranke so ena od komponent in zdaj, če se ena komponenta spremeni, se spremeni pozicija. In pri startupu pač delamo večkrat hipoteze, se pravi, teh hipoteze treba preveriti, ampak to pomeni, da se tudi pozicija na trgu v bistvu spreminja hitreje, kot recimo pri nekem večji, ne vem, Sonyju ali pa kjerkoli drugje. Mesec in pol ste bili v Združenih državah Amerike. Kaj ste se tam naučili? Veliko. Ogromno. Ja, naučil sem se predvsem v bistvu, kako Američani pač razmišljajo, se pravi, te njihove mentalitete. Se pravi, jaz sem bil del YTL Exchange programa, ki ga sponzorira ameriška vlada. Vsako leto poberejo nekje 50 podjetnikov z Evrope, jih plasirajo po podjetjih v ZDA in zraven imaš še neke te vodstvene treninge pa podobne zadeve. In pol te vrnejo v bistvu v lokalno okolje, zato da pomagaš lokalnemu okolju tudi narediti nek naslednji korak. In ja, mislim, lekcije je bilo ogromno. V bistvu tu je bil mesec in pol, jaz sem prišel nazaj tako kar fajn skurjen, ker mesec in pol je bilo to od jutra do večera, pač laufanje gor in dol, nekih sklepanje poslovnih priložnosti. Imel sem zraven pač 8-urni delovnik na podjetju, kjer sem delal pozicioniranje. In tako da po en mesec in pol, ko sem prišel nazaj, sem rabil kar 14 dni dopusta, da sem prišel Ampak zanimivo je, ko sva se pogovarjala, da je pravzaprav način funkcioniranja v Ameriki točno tako, kot pravite, 24/24 v poslu skoraj da. Ja, v tem poslovnem delu Amerike je to kar res. Ja. Se pravi, po moje ena največjih težav, ki jo ima Amerika, je to, da ne razmišljajo več kaj dosti. Se pravi, ti si nekako v Ameriki si ti voden strani znamk, produktov in tako naprej, da pač narediš neko odločitev, ki je ponavadi bolj za podjetje, kot zate. Se pravi, če dam primer, povsod imaš neke table, ki te peljejo, pridi sem, če želiš jesti v tem momentu. In tam bo restauracija, ki je postavljati si znak. Ali pa pridi sem, če želiš pač neko akcijo izvesti in tako naprej. V bistvu jim ni treba kaj dosti več razmišljati in nekako v tem krogu se pol tudi zaciklejo. Se pravi, niso navajeni več imeti kritičnega razmišljanja tudi pri grajenju podjetij, startupov in tako naprej. Dosti boljš so na eksekuciji, se pravi, imajo zelo močno to hustle kulturo, lotijo se ob 5-6 zjutraj, končajo ob 9 zvečer, noben se ne pretežuje prek work-life balance in podobne zadeve. Se pravi, to vse samoumevno. To je samoumevno. Vse ne bo to prišlo, ne, v Evropo. Prihaja tudi k nam. Ampak jaz sem videl, recimo, moj šef, se pravi, direktor podjetja, ki sem delal, je bil istočasno na 3 sestankih hkrati, se pravi, imel je Microsoft Teams na prenosniku pred sabo, na telefonu je imel Zoom vklopljen z drugim sestankom in govoril je z vodjo ekipe, istočasno. Ne. Ampak govorijo in učijo nas, kar se podjetniškega sveta tiče, kako pomemben je fokus. Sveda. In ta fokus jim v bistvu manjka, po mojem mnenju. Zato tudi recimo, ko sva govorila, tam mislim, da je bila predsednica univerze v Michiganu, sva ugotovila, da tudi statistika, oziroma pač jaz sem nekako po enem mesecu, ko sem bil tam, sem prišel do zaključka, da verjetno je najboljš imeti nekje miks evropske mentalitete in ameriške mentalitete, se pravi, evropska mentaliteta pomeni, pač mi znamo zelo dobro strateško premisliti zadeve, se pa ne spravimo dejansko eksekuciji tega plana. Ponavadi, vsi imamo pač ideje, kako bi naredili nekaj, zelo redko se pa tega lotimo. Američani so obratno. Američani pač dobijo idejo ali pa recimo, ne vem, primer, kako naredijo strategijo za podjetje, pač upišejo zdaj v ChatGPT, ta jim vrne pač rezultat in oni tisto rečejo, ok, to je zdaj moja strategija in začnejo izvajati. Ne pa razmišljajo o tem, a jih koraki, ki jih delajo na vsakodnevni ravni, se pravi, a te 3 sestanki, ki jih imam v tem momentu, dejansko so pomembni za to, da jaz dosežem naslednjo prodajo ali pa karkoli je moj cilj. Ne? In ko sva govorila takrat tam s predsednico te univerze v Michiganu, nekako smo prišli do zaključka, je rekla, da tudi statistika kaže, da najbolj uspejo v bistvu Evropejci ali pa Azijci, recimo, ki pridejo v Ameriko, imajo še zmeraj to sposobnost kritičnega razmišljanja in ugotoviti, a je neki dejansko ta prav korak, da me pelje do naslednjega cilja, se pa nekako pridobijo malo te ameriške hustle kulture. Se pravi, igra tako zelo pomembno vlogo prav mentaliteta naroda kot takega. Se pravi, v Ameriki lahko 10-krat odpreš startup, 10-krat
padeš in 11. ti bo uspelo, pri nas to narediš 2-krat in si že faliran podjetnik. Je tudi tu drugačno Američani imajo fail fast kulturo, se pravi iz njega se pravi ponovadi, recimo tudi jaz osebno delam večinoma s founderji, ki so drugič founderji, ne prvič, ker prvič pač boš failu. Ker so stvari, ki se jih boš navadil, ker jih boš proval pač neke bližnjice, pač se pravi, spustil boš pozicioniranje, šel boš direkt na, ne vem, Facebook marketing ali pa karkoli, v drugo boš vedel, da te napake pač ne speš ponoviti. In pač Američani failajo bolj hitro, ampak se zaradi tega pač nekaj naučijo in zato pač po 10 poskusih jim nekako pač v 11 uspe. Največje spoznanje, Andrej, ki ste ga prinesli, je kakšno na vaši podjetniški poti? Da se ne smemo toliko sekirati ali pa ukvarjati s stvarmi, ki niso pomembne v življenju in pač, če imaš neko idejo, kako bi naredil nek produkt, naslednji korak v karierni poti, kjerkoli, pač tukaj ni izgovorov. Vsak človek ima 24 ur na dan na voljo, na tebi je, kako jih porabiš. In to je bilo nekako največje spoznanje. So Američani dosti bolj samozavesten narod kot mi? Ste to občutili tudi v poslu? Definitivno so. Pač Američani verjamejo v to, kar prodajajo, ne glede na to, ali je to dobra stvar ali slaba stvar, ali pač karkoli je. Mislim, da se tukaj Slovenci recimo precej bolj ukvarjamo s tem, da ne vem, nismo dovolj dobri, produkt še ni pripravljen, pač produkt nikoli ne bo pripravljen, nikoli ne boš pripravljen v resnici narediti naslednjega koraka. Tako da jaz sem si naredil neko pravilo, da kadar sem nekje 80% zadovoljen, gre zadeva na trg, grejo maili na trg, gre pač karkoli, pač je naslednja stvar, ki jo delam, kadar sem 80% srečen oziroma vesel, kako zadeva zgleda, gre zadeva ven. In pol se ta 80% sam pač dviga, ne? Se pravi, naslednjič bom naredil nek boljši, še zmeri bom zadovoljen do 80%, ampak zadeva bo šla ven, zato ker sam, če enkrat dejansko damo produkt na trg, dejansko vidimo, a je neki tam ali pač ne bo nič. Morava pa izpostaviti, da ni bilo vedno tako, ko ste začenjali 2016, ste to na svoji podjetniški poti naredili prvo kampanjo, poslali 417 mailov, se mi zdi, in izkupiček je bil točno nič. Ja, ta številka kar boli, ja. Ampak ste se iz tega nekaj naučili, a ne? Ja, seveda, pač te hitro se naučiš, da se pravi, mi smo takrat poskušali dobiti prve stranke v podjetju, polka niso prišli same, ne? Se pravi, to je bilo tisto še prav na začetku, mislili smo, da bojo stranke same prišle, kadar naredimo dober produkt. Mi smo naredili dober produkt, nič ni bilo, pač nič se ni zgodilo, noben ni potrkal na naša vrata, nobena maila nismo dobili in smo rekli, ok, kako ćemo dobiti stranke, dajmo ven poslati 400 mailov pač nekim podjetjem, ki bi potencialno se zanimala za to, kar smo ponujali. In pač dobili smo v bistvu oziroma dobili smo na koncu 3 odgovore, ker mislim, da vsi 3 so bili, nisem ta prava oseba v podjetju, da bi na to odgovorila, ali pa nisem odločevalec v tem podjetju. In takrat smo ugotovili, ok, pač mi sploh pojma nimamo v resnici komu prodajamo, se pravi, verjetno smo maile pošiljali na napačna podjetja, napačnim osebam. Ampak zakaj sem postavila to vprašanje? Zato, ker nas nekaj takega ne sme odvrniti od naše ideje, vizije, poslovne poti. Absolutno. In prav to učite tudi v Startup Akademiji, kaj ne? Absolutno, tukaj je pač, mi imamo cilj podjetništva, kadar narediš produkt, ponavadi želiš nekaj spremeniti na boljše, karkoli pač že to je, ampak do tega cilja nekako želiš priti. In vse, kar se spreminja po poti, je ta pot, po kateri hodimo. Se pravi, če en način ne deluje, bomo dobili drug način. Ponavadi, kar sem jaz videl, startupi precej prehitro odnehajo iskati poti do tega cilja, ker v resnici se vztrajnost pač splača. Zgraditi svoje podjetje pač rabiš čas. Netflix, ki smo prej imeli primer, je rabil 5 let, da je spremenil strategijo. 5 let ni malo. Zdaj, večina startupov pri nas pa recimo, ne vem, odneha po 1 letu, ker pač, ne vem, ne dobijo dogovora ali pa korkoli, ne. Se pravi, vaše svetovanje gre v smeri pozicioniranja in spoznavanja kupcev. Kako pomembno, da se dotakneva še tega področja, je poznati kupce? Ključnega, ker v bistvu podjetje pozicioniramo na podlagi, se pravi, če smo prej nekako prišli do zaključka, da pozicioniranje je ključno pri grajenju podjetja, ne moramo pozicionirati, pridemo zdaj do zaključka, da ne moramo pozicionirati podjetja, če ne poznamo svojih strank. Kaj pomeni poznati kupca? Poznati kupca pomeni, da veš,
veš potrebe in želje kupca boljš, kot jih ve kupc sam. Se pravi, tu je do določene mere pač spet postane neka intuicija, da veš, na kakšna sporočila se bo kupc odzval in dejansko tudi kupil pol produkt. Do te intuicije spet pridemo prek testiranj, govorjenja s kupci. Ponavadi, če imamo nek, recimo, relativno splošen produkt, ki lahko prodajemo v navednicah vsem, lahko te teste komot delamo po ulici, se pravi, gremo do kupcev in povemo pač jih vprašamo po potrebah in teh zadevah, vidimo pač, kakšne odgovore nam dajo in vidimo, ali razumejo produkt ali ne razumejo produkta in tako naprej. Ampak edini način za se tega navaditi je pač biti v stiku s kupci in smo spet pri intervjujih in teh zadevah, se pravi. Se pravi, konkretno, ko sem prej omenila že Radio Robi, na eni strani poznavanje poslušalca, kaj potrebuje, kaj ima rad, testiranje, anketiranje, po drugi strani tudi tisto na ulici, ko te nekdo ustavi in reče, to ste pa imeli dobro ali ne. Ja. Po drugi strani pa enako poznavanje oglaševalcev, ki so ključni za to, da delamo, živimo, oddajamo. Tukaj gre v bistvu za zaprt krog, ne, se pravi, več, kot imamo poslušalcev na radiju, lažje bo to številko prodati oglaševalcem, ne. In zato rabimo poznati in ene in druge, se pravi, to, ko te nekdo ustavi na ulici in reče, ta program mi je bil pa res všeč, cool, dajmo si to napisati in enkrat in razširiti to v, ne vem, daljšo oddajo ali pa kurkoli, ne, ali pa narediti, ne vem, serijo oddaj na to temo ali pa kurkoli, ne. Se pravi, to so vse povratne informacije, ki z trga v resnici v tem primeru, in po drugi strani pol lahko to prodamo pač tudi oglaševalcem, ne, se pravi, imamo več kupcev, zato ker jih poslušamo, ker vemo, kaj rabijo, vemo, kaj radi slišijo in pač to številko je lažje pol prodati oglaševalcem. Zelo aktivni ste kot član skupnosti v Primorskem tehnološkem parku, sodelujete v Startup akademiji, mentorirate. Kaj vas pravzaprav motivira pri tem vašem dodatnem delu z mladimi tudi? Dve stvari nekako. Prva je, pač ugotovil sem, da se na tak način dosti bolj hitro učim, zato ker imaš dostop do ljudi, ki imajo podobne ambicije kot ti, se pravi zgraditi neko podjetje in tako naprej, ampak imajo zelo različne poglede na svet in na to, kako rešujemo težave. Se pravi, nekako dobiš dostop do večjih različnih možnosti načinov reševanja težav, možnosti načinov urejanja podjetja, delanja odločitev in tako naprej. Tako da tu je en del, se pravi, preprosto, če imam več dostopa do mentorirancev, se bolj hitro učim tudi sam. Druga zadeva je pa, podjetniki smo pač, mene je nekako to okolje vzgojilo, mi dalo to prvo znanje. Ste na nek način dolžni vračati van? Ja, nekako na nek način pač vračam to, zato ker pač vidim, da potreba je, stvari se premikajo, mladi so dovzetni ali pa želijo recimo nekaj spremeniti, imajo ideje, se pravi, dajmo jim pomagati, da te ideje nekako pridejo v svet. Ne. Se pravi, lahko rečeva, da so odnosi znotraj Primorskega tehnološkega parka, znotraj te skupnosti dobri, raste pravzaprav tudi zanimanje mladih za vključitev. Ja, absolutno je pač, odnosi morajo biti dobri, zato ker pač tehnološki park je skupnost, kjer dobiš ne sam znanje, ampak dobiš nekako tudi to podporo, ki jo rabiš. Recimo, pač podjetništvo je roller coaster, ne, se pravi, na ponedeljek boš dobil novo stranko in boš cel srečan in vse, na torek bo tista stranka odpovedala pogodbo, na sredo boš gotovo, da si neki fail pri produktu in bo šlo vse narobe, na četrtek boš dobil drugo stranko in boš spet srečan, tako da nekako skozi ta roller coaster, se pravi, kako sprejemati odločitve in to je dobro nekako predebatirati tudi z nekom zunanjim, se pravi, ki ni v tvojem podjetju in ta skupnost ti to nekako omogoča, se pravi, tam imaš dostop do ljudi, ki so dali te stvari skozi, ni treba zmeri izumljati tople vode, fajn je se pogovoriti pač z ljudmi z izkušnjami in tam pridobiti nekako znanje, oziroma kaj bi bila najbolj pametna reakcija na trenutno situacijo, ki jo imamo. Dajva dati za konec eno prognozo. Če vas pot ne bi vodila v Primorski tehnološki park, ko ste začenjali, in če ne bi imeli teh, bom rekla, tudi mentorjev ob sebi, bi bilo danes veliko drugače. Ja, predvsem zato, ker vsaka taka izkušnja, če si pripravljen poslušati
ljudi, ki so dali pač podjetja skozi, ki so poskušali zgraditi podjetja, ki se jim je tudi zalomilo, in kako so odreagirali na to, da se je zalomilo, je pač tudi pohitri rajenje lastnega podjetja. Se pravi, namesto da delaš vse napake, ki so na poti, se lahko polovici napak izogneš, narediš samo polovico napak, kar pomeni, da pač je tvoja rast bolj hitra, kot bi bila v primeru brez. Vaša želja za naprej, vizija, ambicije? Vizija, ambicija je zmeri ista, pač delati na dobrih projektah z dobrimi strankami, pomagati več ljudem v bistvu pozicionirati svoje produkte in to je to, izboljševati kakovost storitve in to je to. Zmeri ista. Naša pa, da bi vas še kdaj gostili v Startup Studiu. Z veseljem, hvala lepa. Veliko novega smo se naučili, lepo vas je bilo poslušati. Andrej Peršolja, hvala, uspešno na poslovni poti in kot rečeno še kdaj na slišanje. Hvala vam, hvala za povabilo. Radio